dan ob proslavi v Dražgošah? Lepo. Kako se počutite, kaj vam to pomeni? A rojstni dan ali proslava? Oboje? Oboje. Torej, proslava je zasebna, oziroma rojstni dan je zaseben, proslava je javni dogodek. Z takšnim govorom pa mislim, da postaja vse slovenski, tako kot tudi mora biti. Kakšno sporočilo se vam je zdelo, da je letos poslala slavnostna govornica? Da je svoboda vredna sleherne cene. Če dovolite, bi se še malce aktualno političnih zadev z vami dotaknil. Za začetek morda odnosi s Hrvaško, arbitraža, ali gre tu Slovenija in slovenska politika po vašem mnenju v pravo smer? Pravo smer je šla v arbitraža. Vprašanje je, kdo je tisti, ki arbitraže noče spoštovati. Pa vodi vlada tu korektno politiko do sosede Hrvaške, morda preveč napenja, je bilo tu morda smiselno umiriti strasti? Vprašanje, kaj je preveč? Če bi Hrvaška pristala na arbitražo, bi bilo sleherno napenjanje odveč. Ampak to je seveda še eno vprašanje, zakaj je arbitraža kompromitirana, ali zaradi napak, ki so naredila slovenska člana arbitraže oziroma pooblaščenca, ali zaradi prisluškovanja. Med prijateljskimi državami se ne prisluškuje. Prisluškuje se takrat, kadar ni zaupanja, in tam jaz mislim, da je začetek zloma te arbitraže. Še to, gospod Kučan, kako pa komentirate afero Gotovina iz Bosne za največjo opozicijsko stranko? Gotovina je hrvaški general, ne? Kaj pa denar, ki je prišel v največjo opozicijsko stranko? Najbrž je priplaval. Ne vem, jaz se s financami nisem nikoli ukvarjal. V tej stranki imajo pa odlične finančnike in svetovalce.